Imaš tudi ti ta problem, da te skrbi in se bojiš konkurence? Če da, potem je ta epizoda točno zate. Hej, moje ime je Maja in dobrodošla v tem podcastu, kjer se združijo tematike iz spletnih strani brandinga, posla, mindseta, izkušenj na moji poslovni poti in še. Moja misija je pomagati in podpreti tiste podjetnice, ki svojim delom delajo naše življenje še lepše. Pa naj bo to spletno stranjo ali brandom, ki boste avtomatsko pridobivala nove stranke ali za avtomatizacijo poslovnih procesov. Večkrat slišim, da se veliko podjetnikov in podjetnic boji konkurence in se fokusirajo in borijo s tem, kako premagati to konkurenco. V resnici pa obstaja še ena pot. To je pot, kjer se ni treba krvavo boriti, pot, kjer konkurenca ne obstaja, pot, kjer konkurenco zamenja sodelovanje in povezovanje. In če te zanima, katera je ta pot, tukaj je. To je pot, kjer si ti prva misel tvoje idealne stranke in edina prava rešitev. In zdaj te verjetno zanima, kako prideš na tako pozicijo, ne? Zdaj, če je tvoja ponudba pisana na kožo tvoji idealni stranki in je najboljša rešitev za njen problem, hkrati pa je tvoj brand avtentičen in jasen, postaneš magnet za take stranke. Ključen in običajno najbolj spregledan del pri tem pa je profil idealne stranke. Zdaj, kljub temu, da verjetno na vsakem koraku slišiš o tem, da potrebuješ postavljen profil oziroma avatar idealne stranke, pa se velikokrat zgodi, da to kar nekako spregledamo oziroma spregledajo in ne jemljejo dovolj resno. V resnici pa se tukaj vse začne. Če dobro postaviš svojo idealno stranko in je kristalno jasno, kakšne so njene težave, potem ti bo precej enostavno oblikovati tudi ponudbo, ki bo taki stranki pisana na kožo in jo bo po najhitrejši in najbolj učinkoviti poti pripeljala do rešitve. Torej, tvoja ponudba bo magnetično privlačna za tvojo idealno stranko. In ti boš v bistvu magnet za ti idealne stranke. Ampak pozor, samo za tvoje idealne stranke. To je podobno kot magnet, ki ne pritegne na primer plastike, tudi ti ne pritegneš v bistvu tistih strank, ki jim ne moreš maksimalno pomagati. In to je okej, ker imaš fokus in jasnost. Če je pa tvoja idealna stranka bolj splošna, potem je tukaj en velik problem. Zraven tega, da nagovarjaš širše občinstvo in te v resnici nihče ne bo slišal, bo najverjetneje tudi ponudba taka bolj splošna. Zdaj, takšna, kot jo imajo tudi verjetno drugi ponudniki. Zdaj, v tem primeru se potem postavi vprašanje, zakaj bi se nekdo sploh odločil za tvojo ponudbo, če lahko enako ponudbo kupi pri sosedu. In ti deluješ podobno kot magnet. Okoli sebe pa so samo ene take mešanice stekla in plastike, ki jih pač magnet enostavno ne bo pritegnil. Če pa se ti specializiraš za točno določene stranke in zraven tega ohraniš svoj taki avtentični pristop, je to zmaga tako zate, ker bo tvoj posel cvetel, kot tudi za tvoje stranke, ki bodo zadovoljno imele rešen svoj problem. Zdaj, omenila pa sem tudi na začetku sodelovanje. Zdaj, če je smiselno, lahko v svojo ponudbo vključiš še dodatno storitev oziroma izdelek, ki bo še bolj učinkovito rešilo problem tvoje idealne stranke. In če ti osebno pač ne ponujaš te ponudbe oziroma storitev oziroma izdelkov, se lahko povežeš s kakšnimi drugim podjetnikom, podjetnicom in skupaj ustvarita eno top ponudbo. Upam, da ti bo pomagalo zdaj to razumeti, kako pomembno je poznati svojo idealno stranko in oblikovati ponudbo, ki bo pisana njej na kožo in ohraniti hkrati. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.